Še enkrat dober dan. Veseli me, da smo se zdaj tako po filmu lepo zbrali. Tak lep dan se je naredil, ker sonce je posijalo. Mislim, da se nas je prav vsakega od nas, ta pripoved filmska kar dotaknila. Jaz mislim, da je skoraj nemogoče, da ob tem filmu se ti ne bi odprlo cel kup enih občutij, spominov na svoje življenje, kadar si bil otrok, na svoje starše, na okolje, v katerem živimo. Čeprav tukaj gledamo dogajanje v Braziliji, v enem majhnem mestecu Petropolis. Režiser in njegova, soscenaristka sta se odločila, da bosta to dogajanje dala v Petropolis. To je eno tako majhno mestece, so povedali v filmu 1 uro stran od Ria de Janeira. In to je tako, še manjše mestece od Ljubljane, ne. Zdaj, življenje tam je pravzaprav v marsičem drugačno, kakor je pri nas. Na nek način lahko se mi zamislimo, da nam je morda malce lažje, ampak bistveno pa tudi ne. In smer, kako sobivamo na tem svetu, je pravzaprav taka, da nam lahko odpira vprašanja. Ampak vendarle, tega se bomo seveda dotaknili, kako se je režiser tega lotil. Hkrati je pa to film o družinah, družini in še posebej mogoče o ženskah. In tukaj sam režiser je rekel, da ko sta razmišljala s to svojo partnerko, kako bi speljala to pripoved, sta se odločila, da je veliko filmov, sicer ki govorijo o odraščanju, o mladostništvu, o tem, kako oditi iz svoje družine na svoje, se osamosvojiti, ampak da sta se odločila, da bi vendarle podelila pozornost na mamo, na žensko, pravzaprav na ženske, ki so mnogokrat spregledane. Kaj vse nosijo, kako vse držijo te niti v rokah. In zato, ko sva z Barbaro razmišljali, koga bi imele za gostjo ob tem filmu, sva se kar hitro domislili Majde Mramor. Nekateri od vas jo že poznate, je že bila na pogovoru, takrat je vodila pogovore še Helena. No, ampak Majda je, kot sem povedala na začetku filma, zdaj si že v penziji, ampak še vedno delaš kot družinska terapevtka, in sem jo prejle vprašala, kako se je že rekel tam v zdravstvenem domu, koliko časa si bila, več kot 30 let, potem pa še v Soči, no, ampak delala, takrat se je tem oddelkom reklo, oddelek za mentalno-higienski oddelek. Ja, mentalno-higienski oddelek, tako je to hecen izraz, da sem, je boljše, da Majda pove. No, skratka, vsekakor je Majda svetovalna delavka, ki je vso svojo delovno obdobje se družila z različnimi družinami, z vsemi člani družine, največkrat z družinami, kjer so še majhni otroci, ampak seveda tudi z družinami takrat, ko otroci izhajajo iz tega gnezda in pravzaprav se osamosvajajo, in nekateri izmed njih postajajo potem spet vpeti, v ta družinski tok. In ta film je zelo oseben. Zelo oseben, ampak ne tako oseben v smislu, da je to neka avtobiografska zgodba, sploh ne. Je pa seveda veliko spominov, doživljanj, na nek način so spodbudile pisanje tega scenarija. Režiser je na pogovoru lani v času Lifa, ko je bil tukaj gost, po predvajanju filma tukaj v Kinu Dvor povedal, da sta se z ženo kar dopolnjevala v smislu pisanja. Oba sta imela to izkušnjo, da sta zelo, zelo, zelo mlada odšla od doma. In seveda oba sta živela v manjših krajih in bila kot mlada človeka v želji, bodisi da greš študirat, bodisi da se osamosvojiš in odideš od doma. In ko sta prišla v njihovo družino ta dva otroka, ki smo jih lahko gledali, in jaz sem šele naknadno po prvem ogledu filma ugotovila, da gre pravzaprav za njuna otroka, in potem so se mi ene stvari zdele, ni naključje, da je to tako pristno, da je ta toplina med mamo in otroki tako, sploh mi ni bilo jasno, kako je mogoče, da ona tako zelo dobro igra in da sta otroka tako vpeta v to. Bomo se potem dotaknili posameznih prizorov. No, ampak je povedal, da se je spomnil enega prizora, ta pa se mi zdi pomemben, ko se je odpeljal z avtobusom, sta bila starša pač podobno, tukaj ni bilo še toliko drugih otrok, na postaji, in mama je bila zelo močna, vse je bilo na mami. Oče je bil tak
odsoten oče, sicer ljubeč, ampak odsoten, je delal. In ko je bil on že na avtobusu in je gledal, kako se poslavljajo, je videl, da je mama padla v strašen jok. In takrat se je šele zavedal, v bistvu je takrat šele zagledal mamo, kaj se pa dogaja. In to je pa seveda pozabil na te občutja, ampak pri odraščanju svojih majhnih otrok je pa začel, in to vemo pa vsi, to imamo pa vsi to izkušnjo, tisti, ki imamo recimo otroke, da ko pride v tvojo družino otrok, da se ti naenkrat, kot da bi se začel vrteti film iz otroštva. In takrat se vse začne še enkrat odvijati. In zdaj dam pa lahko kar besedo tebi, Majda, da mogoče se pa zdaj dotakneva, se pravi te filmske pripovedi in kaj je tisto, kar bi ti, kar si najbolj videla, kar bi izpostavila, kar bi lahko odprla. Ja, kar me je najbolj pobožal, bi človek rekel, je bilo to, kako sem videla to družino in kako je bila prikazana na ta način, kakor vemo, da je družina s to svojo močjo tako zelo osnovna, ta prvi prostor, kjer se ljudje znajdemo in kjer doživimo dobrodošlost na ta svet, in kjer doživimo možnost, da bomo ta svoj popek, kakršni pač na svet pridemo, počasi odprli. In prikaz te družine res je tak, da doživimo zares, in tako kot rečeš, to je uspelo verjetno res zaradi te kombinacije obojega, njihove družine, osebne izkušnje in tega, kako sta pripravila scenarij in kako filmsko je ta zgodba čudovito prikazana, da nam pokaže to posebno povezanost in te posebne odnose, ki so samo v družinah doma in nam dajajo korenine, ki jih tako zelo rabimo, in trdna tla, od koder se lahko potem odskoči, magari z vsemi temi težkimi situacijami ločevanja, pa kako krasno prikaže, kako zelo pomembna je ta povezanost med starši in otroci, in jo zelo poudarjeno tudi pokaže še potem kasneje, ko se fant odrašča in ko se počasi od svoje družine mora posloviti ali pa tudi želi posloviti. In teh trenutkov je v tem filmu res zelo veliko, na katere se mi zdi, da je tako pomembno se spomniti. Mi je tudi meni zelo pomembno, ko se srečujem z družinami, da jih spomnim na to pomembnost družine in doma, torej prostora, kjer si lahko tak, kot si, kjer si sprejet tak, kot si, kjer ti samo ljubeče pokažejo, kdaj stopaš v luže, in bi bilo dobro storiti kaj drugače, in kjer se naučiš vsega, kar neseš potem v svoj novi dom. In kjer se tudi mi, naprimer od svoje otroke pripeljemo že do tega, da so sposobni samostojno hoditi, naredimo še tisti svoj zadnji zelo pomemben korak, da rečemo, ja, zaupam ti, pejdi zdaj ti v svojo novo družino, jaz ostajam pa tvoj prijazen satelit in prostor, kamor boš prišel na eno dobro kosilo, povedati, kdaj kaj rabiš, in kdaj boš prišel povedati, da se ti je zgodilo kaj dobrega, ali pa boš prišel povedati, tole so pa težave, mi lahko kaj pomagaš. No in se mi zdi, da sem v tem filmu lahko videla vse te zame zelo pomembne resnice, ki jih družine naj bi imele, in sem vesela, kadar jih srečam po družinah, da jih imajo. No, in me je v tem smislu ta film zelo navdušil, tudi potrdil, kako je prav, kar pripovedujem ljudem, ki pridejo na pogovor o tem, kaj bi v svojih družinah lahko predrugačili, da bi se imeli boljši. No, ampak če pogledava tako, filmska pripoved se začne pravzaprav tik pred koncem, se pravi, ko se na nek način že ko obiščejo še zadnjič to družinsko hišo od te mame, Irene. In ko začnemo gledati ta film, pravzaprav vidimo pač vso to druščino teh otrok, ne vemo še, kaj se bo zgodilo, ampak je že ena taka, ko tečejo proti obali, da se bodo tam, ko tečejo, že se začne pravzaprav tako, da bi ta povezanost že takoj bila zaznata. In potem gre pravzaprav kamera zelo hitro na mamo, na Ireno. In mogoče poveš, kako si ti videla, doživljala to mamo, kako je bilo to na mamo usmerjeno. Recimo tudi mogoče skozi glasbo, recimo skozi njene različna
čustvena razpoloženja, Ja. skozi ta ritem ne prestane skrbi za vse. Ne prestane skrbi, ja. To. Se mi zdi, da res so mamo uspeli prikazati v tem osnovnem njenem bistvu. Ne. Mame moramo reči svojim otrokom, ja, fino, si prišel, dobrodošel si, in moramo znati reči tudi ne. In seveda imamo mame včasih tudi trenutke, a ne, ko pokažemo, seveda pokažemo tudi s čustvi, ko niso najbolj prijazna ali pa so tudi negativna, a ne, in so tudi izbruhi. In v tem filmu, ki je seveda v enem drugem, a ne, kulturnem okolju posnet, in tudi to je ena od resnic, ki jo vidimo, a ne, je precej tega temperamentnega doživljanja čustvenih stanj, a ne, in ljubezenskih in tistih, ki so manj, ki so jezna ali pa z napetostjo, z nemočjo, z žalostjo povezana. Vsa so pa zelo pristno prikazana, zelo intenzivno, ne, prikazana. Ampak vendar skozi to družino režiser pripoveduje tudi pač o Braziliji, o tem okolju, o revščini, o tem, da pravzaprav, ja, te povezanosti družinske se bova še dotaknili. Pa vendar vse, kar se v družini dogaja, je na nek način zelo vpeto v način življenja, ne? Kako ti vidiš to? Ja. Tudi se mi je zdela zelo posebna ali pa tankočutna ta prikaz revščine, kako je bila prikazana. Absolutno je živela družina v revščini. Saj že na začetku, ko preštevajo cekine za liter mleka, nam je zelo jasno, da živijo iz rok v usta, bi rekla, ne, da zelo trudijo za to, da pa imajo vendarle zmeraj vse. A ne. Kosila so bila, družina je za mizo sedela, oni so revščino doživljali, ne da so žrtve. Dejstvo, tako je, mi s tem, kar imamo, bomo poskusili nekaj dobrega narediti. In ta pozitivnost mi je bila strašno ljuba, ne, ker kadar se naši ljudje postavijo, zdaj sem pa bogi, zdaj pa ne morem jaz nič, potem smo mi vsi, magari tudi svetovalci, zelo bosi, ne, ker ljudje moramo najti neke svoje vzgibe in pozitivnosti, da gremo naprej. In to mi je tudi v tem filmu bilo zelo fino zaslišati, ne, kako se sestre pogovarjata in rečeta, a ne, ti greš zmeraj naprej, po tistem, ko diplomira, po tistem, ko se zgodijo te pozitivne stvari v družini. Ja, tukaj se dotakne, meni se zdi tudi to, kar si zdaj rekla, ne. Meni je bilo to ta moč, ta neverjetna energija, iti naprej, pa ne taka, da človek razmišlja, zdaj moram pa jaz si zavihati rokave, pa tečem, ne smem popustiti. Ampak enostavno zaradi tega, ker je to, ki ne skrbi za vse te družinske člane, pravzaprav Irena niti ne razmišlja na ta način, pa pustimo to, da mora še šolo končati, pa potem, tukaj mogoče tudi, seveda je vse na njo usmerjeno. Mi sledimo pravzaprav skozi njo, potem pa vidimo, kaj se okrog nje dogaja, in skozi njo pravzaprav doživljamo to družino in širše okolje. In zanimivo, dotaknil se je seveda tudi odnosa moški-ženska, seveda to, kar si rekla, druga kultura. Ko sva skupaj gledali pač film, ko sva se pripravljali na pogovor, sva rekli na začetku, ne, tam, ko ležita mama in sin, ko ga ima v naročju, to se pravi, predno se poslovijo potem, ko so zadnjič tam skupaj na morju. To bi najprej pomislil, za našo kulturo je to nenavadno, da bi 16-leten mulj se vse ulegel tako kot otročiček v naročje, in hkrati je to en tako lep prizor in tukaj se pravzaprav začne, z vso to, kako gre, se pravi kamera, vse te barve, oblaki, glasba je neizmerno povedna, z vsemi ritmi. No, in v bistvu je to recimo nam malo nenavadno, bi že bilo, kaj pa je to zdaj pa preveč zaščitniška mama, hkrati, se pravi, te telesnih dotikov, tukaj pravzaprav se ta kultura kar majčkeno pozna. Potem je pa po drugi strani, so pa ti odnosi, in to je meni tako zelo lepo v tem filmu, ko govori o revščini na tak način, ne da je revščina lepa, ampak je zelo vsakdanja. Mi si predstavljamo včasih, mi smo tukaj, nam je dobro, tam je pa mogoče slabše, tistim, ki je težje, bomo pomagali. Ne,
Revščina je taka, a ne? Mi vsi živimo tudi v okolju, seveda, tle je pri nas, a ne, ta srednji razred, tukaj je prikazan recimo nižji srednji sloj, so dosti težje razmere, a ne? Po drugi strani je pa ta vsakdanjost, da smo kar sprijaznjeni s tem, da stvari kar tako tečejo in da ni izhoda. No, ampak tukaj je zelo dobro prikazano tudi to, da zanimivo se mi zdi to, kako sta ta dva moška, se pravi oče pa ta mož od sestre, se pravi, sam režiser je govoril ravno na tem pogovoru, a ne, da je v Braziliji tega mačizma, patriarhalnih odnosov res neizmerno veliko. In tukaj sta zdaj en mehak oče, ki sicer je zelo ljubeč, absolutno je zelo ljubeč, ampak vendarle je pa več na tej mami, in ta nasilen mož, ne, ki je pa tak, bi skoraj lahko rekli, Majda, da je šolski primer nasilnega odnosa, in tudi vse te stvari, ki se jih dotakne, kako ves čas obljublja, prihaja to z otrokom, a ne, z sinom. Skratka, to so zelo take, bi skoraj rekli, ne, take tipične šolske, lahko se v tem podučimo, ne, kako to gre. No, s tem, da je bil meni, da se mi je zdelo, da je tale mož, a ne, od naše glavne igralke, da je veliko doprinesel k temu, da je bila ona lahko taka mama, kot je bila, a ne. Če se tiste scene spomnimo, kako je prišel po tistem, ko je bila ona tako zelo razburjena ob bolnem sinčku. Prišel in je bil v pomoč. Ni kritiziral, ne, kar je na primer eden od strupov za partnerstva, ni ignoriral, ampak je pristopil in pomagal, ko je bila mama oziroma žena v tej stiski. No, to je bil strašno ganljiv prizor, a ne, zdaj, če bi lahko se nekaj dotaknili, to, ko se je on ulegel za njo v žličko in enostavno jo samo objel. In to je pravzaprav mogoče tudi, ne, to se ti dotikaš verjetno v terapijah velikrat, včasih, kadar je taka situacija, ko nekomu izbruhnejo neka čustva zaradi česarkoli že, je mogoče takrat niti čas, ne vem kaj vse ubesedati, upovedati, ampak enostavno biti, videti, objeti, biti zraven. A ne, to je zelo velikrat tak, bi se rekli, starševski odnos lahko, a ne. In čeprav, a ne, sta to dva odrasla človeka, ampak kadar človeku spodnese tla, takrat rabi ob sebi nekoga, ki ga, s tem, da seveda je pa res veliko humorja, meni se zdelo kar smešno, ker je on rekel, bom šel dati kapljice, 12 kapljic. Se pravi, čeprav je ona tik pred tem, ne bom, več ne morem, ne zmorem več ničesar, no, ampak so pa še eni prizori. Prvi tak prizor je tam, kjer se ona igra pod tistim blagom, rožnatim, kako pristopi. Mogoče se dotakneva malo tega prizora. Res filmsko so močni, res ta prizor, pa seveda ta prizor v kadi. In ta prizor, ko pa mož obupa, a ne, tam v kombiju in potem po tistem, ko imajo tisto zabavo z žabami. Mogoče se na te tri prizore mečkan nasloniš. Sem razmišljala, ko sem to gledala, koliko je to, kako jim je bilo res lepo, ali pa koliko je to režiser naredil za to, da je poudaril vse te elemente, take pristne povezanosti in tega veselja, ki ga imamo družinski člani drug z drugim. Ne. Velikrat se srečamo res s temi situacijami, ko na primer starši rečejo, kako ne jaz razveselim svojega otroka, pa se, ko pridem iz poti, mu velike igrače prinesem, pa darila, pa ne vem kaj še vse. Ampak dejstvo je, da je otrok najbolj veselega svojega starša. Starša, ki od njega doživi, da je fino, da smo skupaj, da nam je lepo, da je oče vesel, ker ima svoje otroke, ker jih je povabil na svet, in mama enako. Ne? In to je največje darilo, ki ga družina ima drug za drugega. In to so lahko take situacije, kot so bile njihove na počitnicah, s tisto razigrano mamo, ki je delala dež, pa s temi žabicami, ali pa te njihove družinske mize ob obedih, skromnih obedih, ampak za mizo so bili, drug na drugega so mislili. Tudi otroci so že se učili od svojih staršev, kako lepo sta se trudila starejša dva brata s tema dvojčkoma, da sta jih nahranila, kako sta povzemala te vzore. Družina je res prostor, kjer se mi res z vzorom učimo, kaj bomo nesli naprej in se učimo, kako ravnati drug z drugim.
Žal nobena šola nam tega ne da na tako dober način, kakor družina in družinsko vzdušje. In to, kar smo dobili z izkušnjo, ne zato, ker so nam povedali, zato, ker smo čutili, zato, ker je res to tako bilo, pa nesemo naprej. Ta prizor, ki je bil v Kadi, ta prizor se je meni zdel na nek način, kako sploh ta dva dvojčka, ta dva še majhna otročiča, seveda, ona dva še nista mogla na nek način razmišljati, kaj se jim pravzaprav dogaja, ampak hkrati sta pa s to svojo igrivostjo povlekla z tega svojega starejšega brata in še ta srednjega brata. In to je bil en način, kako so se vsi štirje močno povezali. Tako, močno povezali. Močno. In na tem ta mama zelo gradi, ampak absolutno ji oče ob tem pomaga. Ja, to je velik pomočnik in dovoljuje in omogoča, da je ta njena dobra sposobnost povezovanja, jaz ne vem, kaj je ona v svoji družini doživela, ampak očitno je doživela, kako je ta povezanost pomembna in jo zna nesti naprej in jo nese tudi svojim otrokom. In ti otroci, magari v revščini, magari v hudih situacijah, oni bodo verjeli v to, da lahko drug ob drugem dosežemo, presežemo tudi stiske. In da je to, da se družimo, tista lepota, ki je za nas ljudi, kaj pa bi rekla, najbolj pomembna. Ta naša povezanost, mi vemo, da je od prvega diha naprej ena zelo, zelo pomembna potreba, ki jo imamo. Nismo narejeni za osamljenost, za samoto. Smo za povezanost. In ti fantje bodo to nesli naprej v življenje. Ampak recimo, tako kot sem omenila ta prizor, se pravi, da ima mama skoraj da odraslega sina, nekje na sredi, oziroma čist tik pred odraslostjo v naročju. Tako so tudi tukaj te stvari prikazane, recimo to mogoče malo pretirano hranjenje, se pravi tega ta drugega najstarejšega sina, pa očeta. Ampak to je pravzaprav, to je bilo meni v tem filmu zelo všeč, da iz tega ne dela neke stigme, bi lahko rekel, oziroma da je s tem nekaj hudo narobe. Ampak da je izraz pač česa? To sva pač midva. In tam sta se ob hladilniku čudovit srečala. No in tudi ta mama, takrat, ki je taki veliki stiski, ki se potem, po tistem, ko se spreta z možem in očitno ni nič prav, da sta se sprla, in je v stiski, takrat se ona tako na tak, bi človek rekel, primaren način potolaž. Ne gre po antidepresiv, niti ne pije alkohola, ampak si vzame piškotke in pleše in se s to svojo muziko poskuša zvleči ven iz tega zelo slabega razpoloženja. Mi vsi vemo, da je hrana ena od zelo takih osnovnih stvari, ki se z njo včasih tudi ne samo hranimo, ampak tudi tolažimo. In kadar je revščina na delu, jaz mislim, da to pride še bolj do izraza. To, kar si rekla, ta skupna kosila oziroma večerje, to je bilo v tem filmu zelo dobro prikazano čas ali pa trenutek, ko so vsi skupaj sedeli. Se pravi, to je bil trenutek, ves čas je bilo neko dogajanje, skozi prepletanje drug z drugim, ampak tukaj je bil pravzaprav vsakič čas, ne da so se oni zdaj drug o drugemu pogovarjali, ampak vendarle so bili skupaj. Skupaj so bili, In tukaj, kaj ti praviš o tem? Recimo, ta film je res dobro pokazal to, da ne gre toliko za ubesediti, kaj vse se dogaja, ampak enostavno bi lahko rekla, vedeti, čutiti, da je to moj dom, kjer sem lahko tak, kot sem, mogoče danes bom govoril, kaj se mi je dogajalo, pa drugič pa ne bom, zaradi tega ne bom nikdar pregnan od moje skupne mize. Samo vem, da je tukaj prostor, kjer sem absolutno sprejeta. Sem sprejet, sem doma, so moje korenine. In to moram reči, da marsikdaj ob srečanjih z družinami enostavno vprašam, kdaj se pa vi srečate? V tem tempu, ki ga danes mlade družine imajo, je to resnično že nekaj, kar pozabljajo v vseh hitrostih in ob vseh ne vem kakšnih obveznostih. Ampak to, da se družina enkrat na dan zares sreča za mizo, se mi zdi res ena nujnost, ena zelo pomembna navada. Ampak pač, se pravi, mami, Ireni,
je vse skupaj se začelo to tako bolj intenzivno dogajati pač s tem, ko je izvedela, da bo sin odšel. Zanjo je to pomenilo in da gre pač v Nemčijo trenirati rokomet, kot da gre na drug konec sveta ali pa na drug planet ali pa skratka, to je šlo kar za zelo hudo stisko. Kaj se bo zgodilo? Zelo kratek čas je bil, še manj kot 3 tedne, tistih 20 dni. Ne? In recimo, tle, ko je v bistvu ona, ko sta se sprla z možem in je pač on šel, ona pa plesala, pa jedla in pač poslušala ono muziko. Kako je to, takrat je bil en trenutek, ko sta otroka na nek način razumela mamo. Razumela mamo in na nek način prevzela to, kar bi sicer mož, ne? Sta ji nudila neko oporo, da je lahko izrazila svoje čustva, ne? In da je lahko prebrodila tisto stisko. In tudi to prikaže na en način, ja, to je v družini tudi možno, ali pa to tudi družina prenese. In tudi na ta način se mi dva otroka učiva, kako bova v svoji družini stisko prebrodila. Ne? Je pa seveda ta novica, da bo šel tale 17-18-letnik iz hiše, je bila tako, zelo kot iz šok, ne? Ja. Iz zraka je priletela ta novica. Mi mame, ki se počasi prilagajajo, se ponovadi imamo priliko počasi navajati, jaz imam 3 sinove in ko so pripeljali punce, domov, se pa počasi človek začne razmišljati o tem, da ja, bo verjetno čas, ko bo šel v neko novo svoje gnezdo. Ta mama pa ni zato imela res ne časa in zato tudi verjetno je ta prikaz tega, bi šlo rekel, zelo močnega navezovalnega vedenja, ki sta ga še imela, in tega, da mora mama v kratkem času se nekako soočati. In tudi ta njena majčka z 12-tico, njegovo ob tistem na paradi, ko so bili vsi skupaj spet in je na ta način tudi sina še na paradi bi imela tega rokometaša, kaže na to, kako si z vsemi takimi stvarmi pomagamo, da ta odhod, da to resnico, ta življenjski korak, bi človek rekel, naredimo. Pa ni lahko, seveda ne. Mislim, da tukaj v tej sobi nekako že vsi vemo, kako to izgleda. Majda, tukaj se mi zdi, a veš, s to glasbo, ta glasba tudi ves čas nekaj izraža, neka čustva, kot da bi sledila recimo njenemu notranjemu dogajanju. In ravno na tej paradi obe igralki sta dobili nagrado, se pravi sestri, za stransko vlogo pa za glavno vlogo. In tukaj se mi zdi res mojstrsko prikazano vsa njena mimika. In recimo pri tej paradi je to, kjer so seveda skupaj, so povezani, že to, kako si predstavljajo ta majhne otroke, navdušeni so nad tem ta drugim sinom, kako je. Končno bo dobil malo več pozornosti, mož tudi se dotakne nje, ampak hkrati je polno tega šundra, polno povezanosti in hkrati je ta prehod tako neverjetno prikazan biti skupaj z njimi, pa znotraj njenega dogajanja, za katerega mi bolj slutimo, kaj vse ona čuti, ampak tam je pa zelo tudi sama hkrati. No in to se mi zdi zelo tako subtilno. Zelo tako, da zdaj pa mogoče, se mi zdi, da je to tak film, da lahko kar vas povabim, da kaj poveste, komentirate, poveste kakšen vtis ali vprašate, mogoče Majdo, pogledamo še kaj, kar je bilo tazga. Mogoče še te revščine, če se še malo dotaknemo. Prav pri tem pogovoru je režiser povedal, da je seveda Brazilija je drugačna, kot je pri nas. In zelo odvisno od tega, koliko je tega javnega dobrega. In mi pa tukaj včasih nekako, tako se nam zdi samoumevno, da lahko gremo vsi študirati, čeprav se to zdaj malo spreminja, da imamo javno šolo, da imamo javno zdravstvo, da imamo nekje večina med nami možnost nekako priti do nekega doma, čeprav žal grejo te stvari navzdol, vedno več je revnih, tudi med nami. Ampak vendarle je take vrste film tudi to, da nas prebudi, da gremo pač na nek način v to smer. Mogoče, zdaj sem malo napletla vse skupaj, dajte še kakšen komentar, vprašajte. Vam dajem besedo. Povejte. Mislim, da moram mikrofon. Jaz sem premišljala o teh vzorcih slovenske mame.
ki je Cankarjanske. ja, sem ga presegla, ker sem se potem spomnila odlične podpore mame, ki je svojega sina sredi Sarajeva vzgajala, mislim Božo Vreča, ne. Tega tako drugačnega človeka, tudi v tem filmu je bil en tak drugačen človek, Ja. ker je pravzaprav na zaprtem Balkanu, ki so temperamentno, mogoče bližje Brazilcem kot Slovenci, tako svobodno, napredno, tako odprto vzgojila tega velikega svetovnega umetnika. Ja. In sem razmišljala tudi v tej smeri, kako imamo vse mame nek skupen pečat, bi rekla. Pa še to bi rekla, Kako ste to lepo povedala, ne? mene je pa tam na morju, ko sta v vodi plavala, mislim, da je bilo pieta. Ja. Čisto Res je. pieta, a Ja. ne, in to je ta predanost matere. V mestnem gledališču je bila odlična predstava, Čušin je igral, kjer je v pieta rekel, ne, to ni nek verski, to je le žalostna mama s svojim otrokom. A ne? In tukaj je tudi mama nekako žalostno, ponosna, da je tako vzgojila svojega sina, opremila svoje otroke, če rečemo tako. To je moje mnenje. Hvala. Lepo. Kaj praviš, Majda? Absolutno. Lepa hvala za to lepo primerjavo, ki ste jo najdli. Ja, a ne, ta posebna drža tele mame, ne, ja, jaz si želim, da najdemo mame v sebi tako držo, ki omogoči to opremljenost, ne, za naše otroke pol naprej. Ja. Ja, ampak res je spet, a ne, da lahko vse to naredimo, a ne, če oče opravi tudi svoj del dela, da daje mami ženi podporo, da ona ob njem občuti to varnost, ki jo sicer ona daje naprej svojim otrokom. In v tem filmu tudi oče opravi tiste posle, ki se jih zunaj družine naredi. Ne? On uredi za tisto papirje in tako, podkupnino. ja, in išče boljši način življenja s hišami in tako naprej. Ja. Oboje mislim, da je res, da je zelo res, da rab otrok oba, mami in očeta. In potem je mama lahko res prava mama in oče se lahko dobro počuti, ker omogoči teli mami, da se ona kot ženska lahko dobro počuti in se čustveno izraža do svojih otrok in da je varna in se on zaradi tega tudi seveda dobro počuti. Ne? Jaz moji ženi omogočim, da živi tako, kot si želi. Zanimivo je to, da tukaj skozi neko osebno družinsko zgodbo, ne, kako skozi to mamo, tem očetom, temi brati in sestro, se pa dotaknemo tega širšega sveta, ne? In tako na en tak prefinjen način, ne? Ker na vse zadnje tudi hišo, ko vendarle ona reče, tanka on obuba, bomo pa pač prodali to hišo, ne? Čeprav je prej to njej skozi občutek nekam, kamor hodimo poleti skupaj in smo lahko zadovoljni in srečni, se odloči in potem seveda zvemo tako mimo grede, ne, da so cene toliko padle, zato ker je to kropa v okolju in tako. Ne? Se pravi, zelo nekako kot da bi nekako tako od ozadij, ne, ven se, ali pa da bi se od tu nekako dotikali tega sveta, kjer je vedno več hudega, ne, vedno več neenakosti, vedno več, oziroma kot da bi prej bila smer jasna, zdaj pa kot da se malo spet razprašujemo in da moramo prav zavestno si reči, po kateri poti bi radi šli. No. Meni se zdi, da film vendarle zelo odpira tudi ne samo ta družinski, ampak tudi družbeni kontekst. Bi še kdo kaj tukaj rekel? Karkoli, ne mislim v zvezi s tem, kar sem zdaj govorila. Ali pa vprašal. Ne? Potem bi pa jaz, Majda, mogoče zdaj že počasi prihajava, kaj pa ti recimo zdaj iz te svoje... Fina. Hvala lepa. A mogoče lahko stanete, da vas bom videla? Ja, lahko. Fino. Barbara Krejči-Piri sem jaz. Veste kaj, jaz pa to vidim pravzaprav tudi izražen v filmu, strah te mame pravzaprav. Joj, pazi, kako boš vozil, a boš si, obež se, mraz bo, pazi to. No, in seveda, to je tudi en tak instinkt, ki ga imamo mame. Ne? Jaz se tudi sebe spomnim, pa pravzaprav še tega otroci ne marajo, ne? Da je mame strah, česarkoli. To je jasno, ampak tudi mi jim ga pol nekako predajamo naprej s temi pripombami.
da ne boste prehiter vozili, pazi, kaj boš, bo pil, ne se z njim pelati in tako naprej. Te sigurnosti mame, ki jih mora izreči. Ne. Po drugi strani pa bi mogoče še to rada povedala, kako je mama bila ponosna na sina in vesela in srečna za njega, ko je uspel v Nemčijo gre, ne, pa vendar tisto ozadje, joj, kako bo to vse, ne, tako ga podpira z vsem srcem in z vsem možnosti, pa vendar ne ve, v kaj gre, ne. Ja, to se mi zdi res tudi meni tako strašno lepo, ne, po eni strani te občutki, po drugi strani spet nazaj, ampak to, kar ste vi rekla, jaz razmišljam tako, ne, da točno to, kar sem na začetku omenila, da ko pride v tvojo novo družino, kadar si še mlad starša, ne, otroci se odprejo spet vsa ta vprašanja, dokje jaz, dokje ne, kaj imam tisto, kar nosim sabo, kaj je tisto, kjer lahko uberam nove poti. In zanimivo je to, ne, da vsak od nas je mislil, saj jaz si tako predstavljam, ne, jaz bom pa boljš, jaz bom pa to nekam bolj tako. Potem pa en del je tega, kar prineseš s sabo in kadar je panika, narediš točno tako, kot si bil morda navajen od prej, ali pa nasprotno, ko se boriš proti temu. In hkrati z leti, jaz imam tudi že odrasle otroke, rataš bolj strpen. Vidiš, da si preprosto človek z vsemi mogočimi vzponi in padci in je pa to sporočilo tega filma. Če pa imaš blizu vsaj nekoga, ki je blizu, ki si z njim, ki ti je lepo ob njem, ki ti je na nek način tudi stimulacija, ti veliko pomeni, da je zato vredno, da živiš dobro. To je tudi sam režiser povedal na tem pogovoru, zdaj sem se spomnila, da so bili otroci ta spodbuda, zdaj moram pa jaz poskrbeti za to, da bom živel ne dobro v smislu bogatstva, ampak da bom v redu človek, ker vendarle to predajam naprej. Bi mogoče še kakšen od očetov kaj dejal. Ker jaz vendarle mislim, da to ni tako zdaj vezano samo na vlogo mame, očeta, vezano na spol, ampak zelo veliko pač na to, da si nekdo odrasli, ki skrbiš za nekoga, ki ti je res pomemben človek. Bi kakšen od očetov kaj komentiral? Ali moških, no, ni nujno, da je ravno oče. Ne? Bi še kdo drug kaj rekel ali pa dodal ali pa vprašal? Katera druga? No, Majda, potem pa mogoče zdaj za konec, ne? Zdaj recimo pa se dotakneva malo glasbe, da greva skozi glasbo, kako je to šlo dogajanje te družine, ali pa ne z glasbo, tudi z zvokom, no, tam, kaj je tista voda, potem pipa, pa vse to. Z zvokom in z okoljem, ne. Ja? Tudi tisti živo pisani baloni, ki jih mama obješa, ne, nakazujejo na eno vzdušje, na neko pripravo, na nekaj pestrega, nekaj se bo dogajalo, ne. Potem vsakič, ko valovi, ne, ko so te prizori z vodo, ja, vse je pretočno, svet teče dalje in valovi in so valovi navzgor in potem so tudi mirne vodke, ne, ja. In tudi glasba seveda zelo nekako nas pripravlja na vse te dogodke, ki se bodo zgodili. Se mi zdi, da je film, če smem, seveda ne kot strokovnjak za film, ampak se mi zdi, da je res mojsterski, da tako zelo izkoristi vse te svoje možnosti, ki jih ima kot film, da toliko teh čustev pokaže, ki jih sicer z besedami marsikdaj ne moremo, ne? Ampak tukaj pa toliko enih čustvenih dogajanj lahko spremljamo, zato ker je mimika obrazov odlično prikazana, ne? In si lahko predstavljamo, kaj ta mama misli. Vsak od nas si lahko po svoje, ne? Lahko gremo v te izraze, pa si mislimo, kako je bilo pa nam takrat, kaj je naš odhajajo. No, to se mi zdi zelo pomembno, ne? Da tukaj pa res odpre to, da si na nek način, tako je tukaj toliko enega kaosa, toliko enega dogajanja, hkrati je pa znotraj tega kaosa en tak mir, ena čistost. In znotraj tega tudi ti na eni strani razpršeno, polno nekih enih reči in hkrati si lahko tudi malo, kje sem pa jaz, ne? Lahko tudi se samega sebe tako nekako dotakneš, ker recimo tudi to, kar ste vi omenila, gospa, a ne, tudi tle v tej trgovinici, ko gre ona kupovati zanj tisto bundo, ne, ker bo tam mraz v Nemčiji, pa potem se zgodi, v bistvu ta travestita, ne, to je tako neki, sploh ni nič kaj, da bi se kaj v tej govorilo, ali pa, ampak enostavno so si naklonjeni, se imajo radi,
se vidijo, on se zna ustaviti, začuti tudi, mislim, to njeno stisko finančno, materialno in naredijo praznovanje. In je tudi čas za biti ponosen. In tudi tako, kako pač v bistvu, kako ona tamkaj zamudi, kad tiste papirje urejajo, a ne, se vidijo, si spet mož in sin čestitata, ne, ali pa zdaj, če gremo v to tovarno, ne, zanimivo mi je bilo tudi to, da to so snemali v tovarni, kjer je delal oče režiserja, a ne, mislim, ta tovarna je zdaj čisto drugačna, a ne, ampak v prostorih te, ampak ta občutek, ne, kam to zdaj gremo. In kljub temu, da je pač on, da je obljubil, ko bo maturirala, ne, ta delovodja, ne, da jo bodo lahko vzeli, sta se pravi, od te težkih novic k človečnosti. Se razumem, da želiš iti k družini v Sao Paulo, ne, in tega je brezmejno, ne, polno takih trenutkov in meni se zdi, Majda, da ti tako lepo si se izrazila s tem povabilom, ne, povabilom znotraj vsake družine. Je to lahko tudi povabilo, ne, zdaj za na konec, pa mogoče pred koncem pa še, kaj pa, če se pa dotakneva tvojega dela, kadar pa res podnese, kadar pa ni zraven človeka, ki ti je oporo, kaj pa takrat, kadar si v okolju, kjer si spregledan, ko nisi viden, kako takrat pomagati? Prva pomoč seveda je to, da ljudem, ki se znajdejo v tako težkih stiskah, omogočimo en pristen stik. Aha. Seveda, ne, to smo lahko takrat mi, ki jih srečamo in da jih ne pustimo same. In potem vidimo, kaj bi lahko naprej zanje naredili. Se me je takoj dotaknila, a veš, ker sem ravno včeraj bila spet v eni od naših varnih hiš in sem srečala eno tako dekle. Pri vsej ljubezni in spoštljivosti, ki jo sama gojim do družine in zelo verjamem v družino, mi je vsakič zelo težko, kadar srečam situacijo, kjer moram reči, mi je zelo žal, a ne, ampak to, kar so vam v vaši družini ponujali za prave vzorce, res ni bilo prav in ne morete se po njih ravnati. In zdaj moramo zgraditi nekaj drugega, ker gospa ima že tudi svojega otroka, a ne. To mi je težko, ne, ko moram na nek način govoriti nekaj tako nasprotnega, ampak to so stvari, ki se v življenju nam dogajajo in takrat mislim, da smo ljudje, ki poskušamo pomagati, tisti, ki lahko damo prvo upanje, da ne bodo ostali sami, pa da bomo zajne probali poiskati neki izhod, a ne. To pa mislim, da je tako lepo za nekako eno misel za naprej. Je pa res, da lahko zaključimo tudi z naslovom tega filma, ki je pa res zelo posrečeno izbran, da ljubljeni, ne, tukaj so vsi ljubljeni in seveda celo do te mere, da se dotakne tudi tega, ne, da ljubljeni pomeni tudi ljubljeni, da imaš samega sebe rad, a ne, da najprej samega sebe malo pocrklaš, a ne, da potem lahko naprej še druge in tukaj ta mama, a ne, ko poči, ne, zame si prostor, a ne, tudi za sebe, mičkano, ampak vendarle. No, in to sem pa pomislila še na en stavek od režiserja, ki ga je povedal na tem pogovoru, ki mi je se tudi dotaknil, da tudi te prostori, kjer smo skupaj, no vse zadnje tudi kino, a ne, kamor hodimo gledati neke pripovedi, filmske pripovedi, ampak vendarle smo nekje, nismo doma, sami zase, pred televizijo, da to je na nek način, kot da bi se tako odpiralo, ne, in da vsi te prostori so zelo dobrodošli. Dobrodošli in da umetnost nam na nek način lahko odpira, se pravi, pot k samemu sebi in hkrati povabilo k tem, da se tudi podružimo, ne. Tako da hvala lepa, a ne, mislim, da nam je bilo lepo v tem dopoldnevu ob tem filmu. Hvala. Hvala, Majda. Hvala te.